Na področju umetne inteligence sta se pojavili dve struji. Ena dejansko je zelo zaskrbljena in pravi, da bi trebalo zelo močno omejiti razvoj umetne inteligence. Nekateri celo pravijo, da bi ga trebalo zaustaviti, dokler ne vemo bolje, kaj bi s tem dejansko počeli. Druga struja pa vidi v tem neznanske priložnosti, seveda, in ne samo priložnosti, ki obstajajo zdaj, ampak nasploh priložnosti, ki so, bom rekel, radikalne. Kaj vse bo lahko umetna inteligenca naredila v tej smeri, najbolj tako imenovana splošna umetna inteligenca. Anglešči rečejo Artificial General Intelligence. No, problem pa je, da obe ti struji dejansko predpostavljata močen in divji razvoj umetne inteligence in večino operirate na podlagi teh svojih predvidevanj, kaj vse bo umetna inteligenca zmogla in ne tisto, kar zmore sedaj. In na podlagi tega imamo potem lahko zelo hude, zelo katastrofične napovedi o tem, kako lahko umetna inteligenca škodi, po drugi strani pa imamo tudi precej nerealistično, optimistične napovedi, kakšna vsa opravila lahko opravi. In tu potem pride do tega problema, ker oboji operirajo na dejansko predvidevanjih, za predvidevanja pa pač vemo, da so lahko takšna ali drugačna, in tu pride do enega takega spora, ki mogoče ga niti ne bi trebalo, da je.